Rad pove fotograf in filozof dr. Eugen Bavčar. Zato smo večer začeli z glasbo, z nami sta baritonist Matjaž Robaus in Miha Grašinar na klaviaturah. V naši sredi pozdravljam predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika, predstavnike diplomatskega zbora v Republiki Sloveniji, predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih, gospoda Mateja Žnuderla, druge visoke goste, vse vas, dragi prijatelji umetnosti in lepega. Pozdravljam gospoda Eugena Bavčarja. Razstavo njegovih fotografij odpiramo v času praznovanja 30-letnice naše države in ob začetku predsedovanja Slovenije svetu Evrope. Gospod Bavčar je ponosen Slovenec, ki je prepotoval v svet in živi med Parizom in rodnim lokalcem. Je državljan Evrope. Razstavo pa odpiramo tudi v času praznovanja 70-letnice družine. Direktorja Toneta Rodeta prosim za pozdravni nagovor. Spoštovani gospod predsednik,
Slovenije, Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani gospod ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zoje, vsi visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje, ljubitelji umetnosti, lepo pozdravljeni in dobrodošli v galeriji Družina. Med nami pa predvsem danes prisrčno pozdravljam ustvarjalca gospoda Evgena Bavčarja. Vesel sem ne samo zato, ker v prostorih naše galerije gostimo razstavo njegovih del, temveč predvsem zato, ker ga imamo danes med nami. Ob njem pa tudi predsednika Republike ter predsednika Slovenske škofovske konference, ki mu s prisotnostjo izkazujeta spoštovanje države in cerkve. Naša družba Družina je pravkar vstopila v 70. leto življenja. Naša draga, samostojna in demokratična Republika Slovenija pa v 30. Razstava, ki je pred nami, odpira pomembna vprašanja tako za našo medijsko in zadolžniško hišo in njeno poslanstvo, kot za slovensko družbo in skupno življenje v naši državi. Zanimivo, da nas gospod Bavčar nocoj spodbuja k svetlobi, za katero se zdi, da v teh časih ni na dosegu roke. Vse preveč je razpotegnjenih, podaljšanih senc, iz katerih kakor da ni izhoda. Vendar sence niso tema. Onkraj vsake sence, ki je samo po sebi ni, saj je le odsotnost luči, pa nas pričakuje resničnost. Resničnost stvari, resničnost osebe, resničnost sočloveka. Drugega ob nami in, za tiste, ki verujemo, tretjega nad nami. Takšno upanje v svet onkraj mraka danes krvavo potrebujemo. Podobno kot svetlobo, ki vabi izven sebe k drugemu, pa je tudi z besedo. Tudi beseda kliče po drugem, nakazuje pod onkraj v srečanje, v pogovor. Ker sem pač sam človek besede, ne zamerite, če si ob tej priložnosti drznem z vami deliti pesem, ki je nastala pred nekaj meseci kot globok vzdih hrepenenja po tem, kakšen bi po mojem mnenju moral biti vsak resnični pesniški izraz. To pa zato, ker sem takšen izraz, gospod Bavčar, v obisku razstave prepoznal v vašem ustvarjanju. Takole pravi pesem. O bedna beseda, če se vse ne seseda od teže, če ne stopi na ost bolečine, vtakne prsta v gnoj greha, v srž vseh bolezni za smrt, če ne skeli, če ne reže, če ni živa, krvava, mesena, če je negane do solz nepredvideno čudo na ključne lepote, če se stih v prah vrača, da se zlog v strup preobrača, ker ne zna kost postati, ker ne ve sebi umreti, ker ne mara trpeti, ker se noče pustiti odrešiti v njej, ki bila je v začetku, ki s telesom je vstala od smrti, ki s cilja vsega govori v zgodovino, ukrivlja prostor in čas, oživlja snov in svetlobo in dela vse novo. Hvala vam, spoštovani gospod Evgen Bavčar, za vašo tenkočutnost in občutljivost, za vašo umetniško besedo, ne nazadnje pa za vaš zgled, ki nas nagovarja in spodbuja na naši vsakdanji poti skozi sence. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Raden. Sedaj pa vabim Silvestra Gaberščka, da predstavi razstavo. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Pahor,
spoštovani gospod nadškof metropolit Stanislav Zore, gospod škof dr. Anton Jamnik, spoštovana gospa državna sekretarka Ignacija Friedel, gospe in gospodje, znanci in vsi prisotni na odprtju te osebne razstave filozofa in umetnika in svetovno znanega slepega fotografa Evgena Bavčarja. Razstava, ki ima naslov Svetloba onkraj podaljšanih senc in se deli v 5 sklopov. Domovina, mesta Evrope, onkraj spominov, hrepenenje po luči in tragedija Srednje Evrope. To razstavo nam umetnik podarja ob 30. rojstnem dnevu naše samostojne države in ob začetku našega drugega predsedovanja Svetu Evrope. Spotoma naj omenim, da je podobno razstavo 1. julija v Bonu prav tako odprl Evgen Bavčar v sodelovanju med slovenskim in francoskim veleposlaništvom v tako imenovani francoski hiši. Sojenice in rojenice so Evgena ob rojstvu bogato obdarile z mnogimi in posebnimi darovi. Obenem pa so mu že v otroštvu zastavili visoko ceno, zahtevali so izgubo vida in ga posledično izurile za neutrudnega iskalca bistva resnice, dobrote, lepote in ga prav tako izbrala za izvirnega glasnika tisto, kar je pristno človeškega, bistvenega, nepresežnega, česar sredi današnjega, vse bolj zamegljenega in razdvojenega sveta, omamljeni od samozadostnega civilizacijskega napuha, z našimi očmi ne zaznavamo več. Evgen Bavčar je v svojem odmevnem znanstvenem in umetniškem delovanju v širni svet vedno prinašal tudi njegovo izredno ljubezen do svoje domovine in je nikoli ni zatajil. Oziroma, zanjo je vedno zastavil svoje najboljše moči in se je trudil za njeno prepoznavnost v časih in okoliščinah, ki niso bili naklonjeni. Bavčarjeva zasluga je, da pred dobrimi 30 leti izpod peresov v Parizu živečega svetovno znanega češkega disidentskega pisatelja Milana Kundere v svetovni medijski svet stopi poziv: rešite Slovenijo. Morda bo tudi ob nocojšnjem odprtju razstave, morda so imele svoje prostomes sojenice in rojenice, da so nas brali tukaj kar 3 iz severne Primorske. Naši očetje in dedje so se ob zgodovinskih in civilizacijskih mejah za ceno življenja izpostavljali in borili za našo omiko in jezik, za istovetnost, za neodtujljive pravice in temeljne vrednote človeštva. In ta Bavčarjeva razstava nas na to opozarja in vabi, da postanemo kot on vedno bolj glasniki pristne humanosti, človečnosti in iskrenega prijateljstva, čemur nas v svoji zdravici kliče tudi Prešeren. Razstava nam bo sama več povedala, ko bomo šli od sklopa do sklopa. Pozoril bi vas tudi na odprtine v panojih, skozi katere poleg razstavljenih slik lahko vidimo tudi bližnjega bližnjo, človeka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Silvester. Sedaj pa pravijo, da je ljubezen. Pravi
to sreča, ki jo ima vse ljudi. Če boš čutil bolečino in boš mislil, da si sam, da so te vsi zapustili, da odšli so kam drugam, takrat spomni se pomladi, ko narava oživi. Takrat zate iz ljubezni nova roža zacveti. K besedi vabim gospoda Evgena Bavčarja. Gospod Bavčar, lepo prosim, če nam poveste, komu ste posvetili razstavo in kaj nam z njo želite sporočiti? To razstavo posvečam dvem izjemnim duhovnikom, Silvestru Česniku in Angelu Bartiču. Oba sta iz Lokalca, sta že pokojna, spremljala sta me skozi celo življenje, predvsem Silvester Česnik. In danes se moram spomniti ene zelo zanimive zgodbe, ko sem z odliko končal osnovno šolo v Zavodu za slepe, me niso hoteli sprejeti takoj na Goriško gimnazijo. In Silvester Česnik takrat rekel, če ne boš šlo drugače, boš pa prišel k nam v semenišče in boš hodil delati izpite na državno gimnazijo. To je bila izredna gesta tolerance, no pol so me končno sprejeli. Njim posvečam, ker mislim, da je poklic duhovnika zelo težak poklic, zlasti pa pri slovenskem narodu, ko smo taka zapletena duša, zakomplicirana, široka, multidimenzionalna, v vse smeri, in biti slovenski duhovnik, to je res zelo težak in tudi moram reči izjemno radosten, bogat poklic. Jaz se klanjam spominu tem dvem duhovnikom, ki sta me spremljala Silvester celo v Francijo. On je najprej šel na Madagaskar, kjer je bil skupaj s Pedrom Opeko. On ga ni nikoli imenoval Petro, ampak se spomnim, da bi to rekel Peter, ne Petr Opeka. In pa sem ga še srečal, ko je bil odgovoren za slovenske katolike v Franciji. Hodil delati maše tudi za tujsko legijo, to podarim, ker so bili tam eni Štajerci in so takrat dobili prost dan, ker je pač prišel slovenski duhovnik. Še eno lepo mislim na račun Silvestra in tudi Bartiča. Silvester je prišel k meni v mojo garsonjero v Parizu, da bi naredil mašo za mojo mamo, ker so bili prijatni. In takrat ga je ena gospa klicala, pridi, moraš priti, ker jaz bom umrla, in potem sem rekel, pa pet Silvester, pa drugič naredila mašo, bom jaz ministriral in tako naprej. No, te maše nisva naredila, ampak prepričan sem, da jo še bova naredila v nekih drugih realnostih. Kar zadeva pa Bartiča, moram podariti, da je bila moja mama njegova rojstna botra in sem ga še videl kot otroka in je ostal v tist velik duhovni otrok celo življenje, ki je razumel tudi slovensko dušo v njeni otroškosti. Rad bi tudi se
zahvalo za neposrednim organizatorjem te razstave Silvestru Gaberšku, gospe Manci Ferenc, gospe Ksenji Hočevar, gospodu Mitu Bobnarju. To so zelo lepo naredili in sem ganjen, da kar naenkrat so tukaj čudežno moje fotografije. Bi se tudi poklonil 70-letnici družine. Jaz sem zadnjič videl pred 65 leti, ker je prihajala v našo hišo, teta je brala družino in bi želel še veliko let tej družini in seveda poklon preteklim slovenskim družinam in še večji poklon družinam v upanju številnim slovenskim družinam, da pač ne bomo izumrli. Rad bi tudi se poklonil 30-letnici slovenske državnosti, zlasti ob prisotnosti tako imenitnih gostov, kot je naš predsednik, ki je tudi imel to čudovito naklonjenost do Milana Kundarja, ki je takrat kot samoten glas vzkliknil za Slovenijo, da mu je naklonil državno priznanje, za kar se mu tudi tukaj javno zahvaljujem. Torej, čestitam in še enkrat se zahvaljujem tudi metropolitu gospodu Zoretu za to plemenito prisotnost in želim Sloveniji še veliko, ne samo 30, še pač na mnoga leta. Predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, da odpre razstavo v Svetloba onkraj podaljšanih senc. Prosim. Hvala lepa, gospod Gostorjev, z največjim veseljem in počaščen. Spoštovani dr. Eugen Bavčar, visoki gostje, gospe in gospodje. V letošnjem letu praznujemo 30. obletnico samostojnosti naše države. In se še posebej spominjamo trenutkov, ko smo Slovenci resnično stopili skupaj. Občudujemo narodno enotnost, ki je botrovala ustanovitvi naše lastne države. Slovenija je postala samostojna država, ker smo mi to takrat hoteli in hoteli smo skupaj. Ob tem pa je treba posebej spomniti tudi na delovanje izjemnih posameznikov v tistem času. Doktorju Eugenu Bavčarju nismo hvaležni le za njegovo umetnost, seveda najprej in predvsem, ampak tudi za njegov velik osebni prispevek pri osamosvajanju in prepoznavnosti naše države v svetu. Naj spomnim, gospe in gospodje, da je dr. Bavčar v vlogi prvega predsednika konference za Francijo sodeloval pri ustanavljanju Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenijo je zelo prizadevno in uspešno obveščal o naših stremljenjih. Sodeloval je s slovenskim slikarjem Zoranom Mušičem, da bi na ta način takrat on vplival na francoskega predsednika Françoisa Mitterranda. Njegovo prijateljstvo z že omenjenim pisateljem Milanom Kunderom je takrat, recimo temu, rodilo izjemno pomemben članek Rešite Slovenijo, ki je bil objavljen v Le Monde in je odmeval po vsem svetu in to v najbolj kritičnem času za Slovenijo. Njegovo delovanje je imelo velikanske zasluge, da so Francija in na to še mnoge druge države priznali Slovenijo. Dr. Bavčar je bil pravzaprav že takrat eden najpomembnejših slovenskih diplomatov, če smemo tako reči. Vedno znova pa nas navdihuje za jasno mislijo in izbranimi besedami, s pogumom, voljo in iskanjem tistega, kar nam je skupno. Ostaja eden najpomembnejših ambasadorjev slovenske kulture v svetu in je, kot že večkrat danes rečeno, v pravem pomenu besede državljan Evrope. Spoštovani gospe in gospodje, kot sem dejal, sem zelo počaščen, da lahko danes otvorim to razstavo in da sem tukaj z vami. Vam, spoštovani dr. Eugen Bavčar, pa se želim v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča,
tudi v imenu vseh naših ljudi, doma in po svetu. Zahvaliti za vaše plemenito delo, ki ga opravljate kot poslanstvo. Hvala, da to delite z nami. Iskrene čestitke ob otvoritvi razstave in srečno. Spoštovani predsednik Republike, najlepša hvala za vaše misli. Spoštovani gostje, ob zaključku današnje slovesnosti bomo skupaj prisluhnili še slovenski narodni Bleda luna, nato pa vas vse vljudno vabim na ogled razstave in potem na prijateljsko druženje zunaj v našem atriju. Kot je bilo napovedano, je slovenska narodna pesem, ljubezenska pesem, in se spomnim pred leti, ko sem tudi nocojšnjega gosta dr. Jamnika, škofa ljubljanskega, imel možnost in srečo se z njim pogovarjati, je večkrat rekel, na svetu smo zato, da ljubimo in da smo ljubljeni. In ta stavek me večkrat spremlja, tudi ko vas spremlja, kdaj tako po javnih občilih in tako, in sem ga tudi danes pač izrekel, morda bo tudi še koga spremljal skozi vaše življenje. Blieb